kdo je podpisal pogodbo. So bili tiho. Na kar sem pred 14 dnemi izvedela, da je bil to gospod, mislim, da leta 2011. Že tisti čas, leta 2016 do leta 2018 je Svetovna banka pobirala seznam, koliko rabimo cepiva in koliko rabimo testnih palčk. Tako da veste, da je bilo to že vse naprej pripravljeno in najlažje je to, kar je naredila naša vlada, človeka najprej fajn prestrašiti in potem človeka, ko fajn prestrašiš, on se boji, rata anksiozen, rata depresiven, mu vse popusti in potem gleda 24 ur na dan, kaj bojo pa zdaj novega povedali. Mi, oziroma vsi tisti, ki so bili na tem, oziroma so se cepili, če bi radio pa televizijo ugasnili, pa časopise skorili, korone ne bi bilo. Tako? Ja, ne vem, mislim, da se strinjate z mano. Vemo pa, no to moram pa prebrati, da bom točen datum povedala, da je bilo 27.1. leta 2021 sprejet sklep oziroma je bila sprejeta resolucija na Svetu Evrope številka 2361, v kateri je striktno navedeno, da cepljenje ne sme biti obvezno. Ravno tako testiranje ne, niti da se ne sme delati nobene diskriminacije, dragi moji, tudi na mejine. Si cepljen, nisi cepljen, imaš brisod vzeti ali ga nimaš. Tako da ja, mi, ker imamo zelo, zelo močnega liderja, se pač tega ne bomo držali, a ne, kot lider. V glavnem pa Francija že malo popušča, Avstrija je popustila, Češka, če kot veste, je tudi predsednik javno povedal na televiziji, da za njega je cepljenje prostovoljno, on se cepil ne bo in tudi nobenega ne bo prisiljeval, zato ker on farmaciji ne bo dal služiti, da ostalo je pa njihova volja, ampak je poudaril, da ne posledico nosijo sami. Mislim, da počas se teli naši lideri premikajo, tudi je šla zdaj počas v to smer. Mislim, da jih je vzpodbudilo tole sojenje malo, ko se je začelo, te sodbe, ki so bile vložene, ja, da so se začeli malo mehčati. Samo gledajte, jaz našega liderja poznam že od mičkenega gor. Mislim, da bolj težji karakter, težjega kanona, mislim, da bo zelo težko premakniti. Tako da ja, pripravite se na vse, zato ker res pripravlja, bo Mateja verjetno povedala, tako zgodbo od zadaj, da je zelo, zelo, zelo težka. Zdaj bom še tako rekla, nekateri zdravniki so se izpostavili, to je bil naš iz Šempetra, on je tudi jasno povedal, da se ne bo cepil, berite njegove članke, mislim, da so v Delu ali v Dnevniku. Potem je tudi ta pedopsihiatrinja, ona je delala v Afriki, ona se je srečevala s tem virusi, ona je bila v državnem zboru, ona je to njim vse razložila, ampak je govorila, a veste kako, stenam, to je tako, kot žogo vrgu v steno, pa se odbije. Je pa ena zelo znana francoska genetičarka, ki sem jo jaz poznala preko Skypa. To je ena zelo, zelo svetovna strokovnjakinja, ki se s tem raziskovanjem, kar se teh virusov, vseh tudi tega koronavirusa ukvarja in tudi to redno spremlja, kar se dogaja. Slučajno me je ena zdravnica, 72 let stara, poklicala k sebi, ker ona je skozi na alternativi. Ona tudi ve, kaj je od zadaj, stopili smo v stik, tudi ona. Isto pove, kot sem vam je že vse prebrala, da to je že vse znano, pač da za tem dela ta farmakomafija. Vemo pa, kako ta farmacija dela, pošilja svoje telepotnike po ambulantah, sestri da en svinčnik, zato da pridejo lahko naprej do zdravnika, tih, ki jih želi sprejeti, veliko zdravnikov je takih, ki jih zelo radi sprejmejo, enih pa niso, In zdaj tisti, ki so jih prvič zelo radi sprejeli, so dobivali čedanje večje nagrade. Ne bom rekla zdaj v denarni obliki, ker tega nisem videla sem druge stvari. Potem razne seminarje, so jim plačevali razne dopuste v lepih deželah, za celotne družine in tako. Da so pisali zdravila tista, ki so jih pač prinesli v ambulanto. Drugo pa noben ni delal kontrolo glede teh zdravil, noben ni delal stranskih učinkov. Tako da se ve, da se brca v temo in vse to, kar se dela, je res porazno. Jaz v 40 letih svojega dela vam povem, da ste bili vmes poskusni zajčki, ki sploh niste vedeli,
pa ste se cepili proti tetanusu, pa ste se cepili proti klopnemu meningitisu, pa je prišlo vmes, najprej ste se cepili, zdaj bom tako karikirala, za cepivom v zeleni škatlici enkrat, pol ste se drugič v zeleni škatlici, pa tretjič tudi. Na kar je prišlo novo cepivo, je bilo pa v beli škatlici. In zdaj tiste, ki smo začeli cepiti za zeleno škatlico, smo jih mogli pocepiti do konca zeleno škatlico. Tiste na novo smo mogli pa začeti cepiti s ta belo škatlico. In to je trajalo, to je bil klopni meningitis, in to je trajalo 1 leto. Po 1 letu dobimo pa depešo, da pač ne nehamo s to belo škatlico cepiti in da tudi tisti, ki so bili s to belo škatlico samo enkrat cepljeni, lahko nadaljujemo s zeleno. Tako da veste, da ste bili vmes, to ste bili poskusni zajčki, neverjetno. In mene vsak, ki je v ambulanti vprašal, naj se cepi, sem rekla, jaz se ne cepim. Ne proti gripi, ne proti hepatitisu B, ker nas pa cilijo, ampak se nisem cepila, sem se pač malo znajdla. Sem šla na Nacionalni inštitut za javno zdravje in sem rekla, da sem imela enkrat tako hudo reakcijo, da sem bila 3 tedne driska, bruhala, shujšala 10 kilogramov, mi je direktor na IJZ napisal, se ne sme cepiti, konec, ker so zahtevali potrdilo. Ja, glejte, recimo mene ni zdravnik silil, mene je silila kolegica, da se moram cepiti. Pa sem rekla, draga moja, jaz cepila se ne bom, ker jaz ne bom hodila rumena okrog, kot moje sodelavke. Sem rekla, jaz ne bom 1 teden doma, ali pa utrujena delala, ker mi boš ti rekla, da ne smem iti na bolovanje, da ne smem na bolniško. Jaz sem pa obrala to pot, tako da lejte, če se znajdete. Je pa nekateri na medicini dela, a ne, ker oni so zdaj to zakonsko, edini, ki vam lahko napišejo, da se cepiti ne smete. Zdravnik medicine dela. Zdaj, če je kdo bolj na alternativo, vam bo sigurno napisal, drugače pa ne, bojo rekli, da ne smejo. To so zdaj tista navodila taka za naprej, če bo kjerkoli vedel. Bi pa še to rekla, da če se poslušate, če ste na Facebooku, zelo dobra je tudi ta srbska zdravnica, dr. Mila Alecković. Sicer ona govori, a ne? Ampak v tistem govorenju, če bi povedala v 20 minutah, pove vso resnico, tudi ona. Potem je zelo dobra in bodimo hvaležni, da imamo tole iniciativo slovenskih zdravnikov. Tu odzadaj vam povem, da stojijo pošteni iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in mladi zdravniki, ki ne podpirajo cepljenja. In oni pridejo do vseh teh stvari tako argumentirano, tako raziščejo. Mi imamo Zoome z njimi tako 1 teden 14 dni. Tako da prihajamo do vseh teh novih informacij preden pridejo tudi na Facebook od teh mladih zdravnikov. Tako da ja, lejte, zaploskajmo jim, zato ker vemo, da iz izkušenj, gledajte, ker jih imam iz ambulante, iz bolnice in tako naprej, vam povem, da te starejši zdravniki, ki imajo zelo visok ego, teh mladih zdravnikov ne upoštevajo, čeprav imajo prav. Nekateri celo jih zaničujejo, v glavnem nekateri dajo izredno res veliko skozi. Ne pustijo jih, da bi napredovali. Lahko vam povem prav izkušnjo iz šempetrske bolnišnice. Gastroenterolog smo imeli predavanje in nam je on predaval o pač teh črevesnih boleznih. In on ogromno stvari ni vedel, niti ni znal odgovore na njih, ker tam so bili pa pacienti, ki so to bolezen prebolevali že 10-20 let. Ma ni znal odgovoriti. Bil je zraven mlad zdravnik, ampak on je bil tam zato, da bo govoril o bioloških zdravilih. In ko smo mi postavljali vprašanje, ni vedel nobenega odgovora. Drug zdravnik pa ni smel odgovarjati. To se dogaja, ampak mi smo potem mladega posebej povabili, nam je posebej odpredaval tudi ostale stvari, da povem, da je pošiljal mlade punce s hudimi črevesnimi težavami, driskami. To so kronično vnetne črevesne bolnice, ulcerozni kolitis, Kronova bolezen. In ta dekleta na hitro shujšajo, namesto na Japljevo, na gastrokliniko jih je pošiljal v Idrijo.
Iz Idrije potem pa so šli pač na gastrokliniko. Žal, nekatere tudi prepozno, tako da pač danes bom po domače rekla, so z vrečko, ki mogoče niti treba ne bi bilo. Da vam povem, ker smo pa že glih pri teh kroničnih črevesnih boleznih, tega včasih ni bilo. Ni bilo alergij. Ni bilo avtizma, ni bilo ošpic, ni bilo oslovskega kašlja, recimo. Zdaj, po teh cepivih, ki so se pojavili leta 1986, so popolnoma drugačna, kot so bila včasih. Včasih so bila delana v Jugoslaviji, zdaj pa niso več.